Ej, top, super. Preživel. V bistvu mi je bilo ful dobro. Rabo sem na začetku mogoče tako 10 minut, da sem padel noter, pa kar pozabiš tako, da te snimajo kamere. Dobra vprašanja si postavljala zelo. Zaradi tega sem se tudi odločil, da pridem, ker sem pogledal si tako par stvari in sem bil tako, wow, ful prijetna energija. Jaz sem recimo tudi ful enih stvari danes povedal, sem jih prvič sploh tako čisto spontano, nisem sploh planiral tega. Danes se z mano ob skodelici kave druži igralec, ki že od samega začetka ve, da želi postati igralec. Matej Zemljič, lepo pozdravljen. Žive. Zaupal si mi, da je tole tvoj prvi podcast, tako sem zelo vesela, da si danes z mano, da poklepetava pa spijeva dobro kavico. Ja, enako. Hvala ti za kavo, res je dobra. Zbral sem si kapučino, ki ga sicer ne pijem vsak dan, ampak sem se v bistvu kave navadil piti na snemanjih. Aha. Ker je prva stvar, ko prideš v masko, te vprašajo, katero kavo boš. In najprej sem bil še tako, nobene, ne pijem kave, pol s časom pa tako, pa dej nareče me eno kavo. No. In potem sem se navadil na teh snemanjih, da sem jih spil tudi po 3 ali pa 4 na dan. Ojoj, to je pa že veliko. Ja, si pa doma skoraj nikoli ne pripravim kave. No. Tako veš, da jo boš potem dobil na snemanju. Tako. V bistvu doma pijem bolj črne čaje z mlekom. Aha, okej. Se mi zdi, da me isto zbudi, ko imajo noter tein, me pa tako ne suši, ker če kavo pijem, moram fulene vode spiti. Da vsaj okus popraviš, če ne drugega verjetno. Ja, ne, ful hitro me dehidrira, res zelo hitro. Aha, Ja. okej. In če rečete s prijateljicami, da greste na kavo, kaj pa si takrat Ne, naročiš? takrat grem na kavo. Aha, Ja, si naročim dejansko. kavo, sam doma nekako si nikoli ne pripravim, tudi nimam je. Tako da, ko dobim kdaj kakšne obiske, tako je laheno kavo, sem tako, nimam kave doma, lahko ti pa ponudim črni čaj. In pa so vsi ful navdušeni, ker imam res celo zbirko teh črnih čajev. Aha. To so vsi aromatizirani čaji, tako 10 ali pa 15 različnih. Tako da veliko ljudi pa navdušen nad čaji. Super. Ja. Ja, tega res ne piješ pogosto, no vsaj jaz ne. Saj to, pa v bistvu so ful dobri eni. Tako da. Tako da na črni čaj z mlekom k Mateju. Tako. Mogoče jaz odprem en podcast, vidiš. Ja, Da mogoče. ne bo ob kavi, ampak ob črnem čaju. Mogoče pa res. Ja, zdaj imaš malo več časa, ne? Zdaj za tabo je snemanje serije Skrita v raju, ki je res gledana, dobil si nek nov val prepoznavnosti. Takrat ste snemali 1,5 leta, če se ne motim, zdaj pa se je verjetno malo sprostilo. Mislim, se je sprostilo, ker tisti tempo je bil res zelo naporen. Jaz pa Gaja, no, ko sem imela glavni vlogi, sva snemala res skoraj vsak dan po 12 ur. Tako da ta tempo je bil res zelo naporen. Se pa ni tako sprostilo, mislim, prišli so novi projekti v teatru, vmes sem posnel še nek film, tako da skozi nekaj delam. No. A to je tisti film, ki imaš iznakaženo Ja, uho. to je ta film, ja. Se mi zdi, da je zdaj tista slika res preplavila cel splet. Svet. Ja, to sem bil jaz tudi zelo presenečen. Snemal sem kratki film z Anžetom Grčarjem, res zelo dober projekt. Govori film o enem fantu, ki pride po parih letih v svoj domač kraj, da bi tam nekako na novo zaživel, ampak vidi, da ne bo mogel, ker je pred leti v neki prometni nesreči ubil neko punčko in zdaj se nekako odloči, da se bo soočil z njihovimi starši, ampak vidi, da ga je okolje v bistvu zelo odrinilo stran in izključilo iz družbe. To je nekako vsebina, je pa zelo specifična tudi ta brazgotina, ki jo imam na sebi, ker sem vsak dan mogel vstajati ob 4 zjutraj, prijeti v masko in so mi 2 uri vsak dan delali to uho, tako da mislim, je bilo naporno, ampak meni je vedno ful dobro igrati vloge, kjer se lahko fizično nekako preobrazim. Ali je to drugačna frizura, v tem primeru brazgotina, recimo v Skrito v raju sem mogel tudi kar veliko delati na svoji postavi. To mi je v bistvu zelo zabavno. No. Tako, da sem lahko
v vsaki vlogi tudi na izgled drugačen. Ali to potem pomaga pri uživanju v vlogo? Definitivno. Že zaradi tega, ker ko se samo pogledaš v ogledalo, vidiš, da si drugačen in nekako še bolj padeš noter v vlogo, ker si rečeš, tak je ta človek, okej. In se ful enih stvari spremeni, že ne vem, kako primam to šalico, je drugače, ne. Tako. Se mi je bilo zanimivo, v enem intervjuju sem prebrala, da imaš res vse gibe naštudirane, zdaj to se je predvsem nanašalo na igranje z Gajo in ljubezenskih prizorov, ampak glede na to, da si omenil, da tudi naštudiraš, kako primeš skodelico, je potem to tudi pri drugih vlogah tako. Mislim, ja, trudim se, seveda. Seveda z vsako vlogo izhajam iz sebe in je v vsaki vlogi veliko mene, more biti, ker ni druge. Ampak se pa trudim, da vsako vlogo vnesem neke druge stvari, Zdaj mogoče tudi nekak drugačen način govora, drugačno hojo, držo telesa. Ja. Kaj pa potem ti odneseš iz vloge? Veliko stvari, ki jih še sam po mojem ne vem, da jih. Se mi zdi, da vsaka vloga nekaj pusti v meni, pa tudi, če se mi zdi, da ne. Ker veliko igralcev pravi, ja, jaz ne nosim vlog domov. Mislim, se jih tudi jaz ne, ampak nekaj ti pusti. Če ti 2 meseca vsak dan si po 12 ur v neki vlogi, se to nekje zažre v tebi, se mi zdi. Saj jaz tako verjamem. Vem, da ko sem snemal Posledice, ne vem, če si gledala nek film, v bistvu moj prvi celovečerni film, kjer sem imel glavno vlogo. Tam sem igral nekega prestopnika v vzgojnem zavodu in je bilo v tem liku ogromno neke agresije, nekega nasilja, ki je bil v veliki meri potlačena ta agresija in vem, da je bilo enkrat, ko sem še pri starših živel, je kar od nekje prišla ta agresija. Zaradi tega, ker sem mislil, da ne, saj sem že vse pozabil, ampak sem bil očitno toliko noter, da sem malo že živel to vlogo. No. Res. Ja, ampak takrat sem bil še na začetku, pa nisem znal to vključevati teh stvari, zdaj malo lažji. Tako da ja. Si bil takrat kar presenečen nad sabo, verjetno, če se je ta agresija ven pokazala. Ja, ker se še sam ne zavedaš, da to pa res ni okej. Ampak se trudim, v bistvu po vsakem nekem študiju ali po premieri ali po koncu snemanja filma mi zelo paše nek odmik od Ljubljane, kjer živim, da grem za par dni nekam sam. Tako malo lažje reflektiram vse ene stvari, spustim stvari, ki so se mi naložile, pa tudi najbolj se spočijem, ker konec koncev smo zelo obkroženi z ljudmi, toliko je enih energij, ki jih spustiš blizu in je treba to malo spuščati in odlagati, ker se ti lahko ene stvari naberejo, za katere pol ne veš, da so se ti, pa pol greš kar naprej skozi življenje. Ja, zdaj si predstavljam, da če si res tako vpet v svojo vlogo, poznaš neko zgodbo tega lika, pa zagotovo tudi kak nauk odneseš iz tega. Ja, tudi dobre stvari, seveda. Zelo veliko stvari me naučijo. Itak skozi vsako poglabljanje v vlogo odkriješ tudi veliko enih stvari o sebi, ker se sprašuješ, seveda, ko bereš vlogo, ko se pogovarjaš o njej, kako bi ta lik odreagiral in tako. In vedno preizprašuješ tudi sebe, kako bi ti reagiral v takih momentih. In skozi raziskovanje vloge odkriješ ene stvari, ki jih prej mogoče pri sebi nisi poznal. Tako da je, kar se tega tiče, meni igralski poklic izjemno dragocen. Kljub temu, da mi je tudi zelo naporen, ker si marsikdo ne predstavlja. Vidijo v igralskem poklicu samo dobre stvari, ampak je veliko enega odrekanja, nekih kriz, skozi katere greš skoraj pri vsakem procesu, če hočeš doseči nek presežek, nekaj, kar še nisi pokazal ljudem. Tako greš čez neke stvari,
Ampak te dobre stvari pa so, no, to, da si v bistvu konstantno v nekem preizpraševanju, konstantno si v nekem učenju konec koncev, ker za vsako vlogo odkrivaš nek nov svet. In to se mi zdi, da te lahko, vsaj mene, igralski poklic izjemno bogati, ker prihajam do nekih stvari. Tudi konec koncev za vsako vlogo berem različna referenčna gradiva, različne serije, filme gledam, da padem v ta svet, v to okolje, ki ga bom igral. Tako da je ta širina v bistvu zelo dragocena. Ful lepo te poslušati, zato ker prav čutiš tisto, da res živiš za to, ne? Ja. Res se čuti ta energija, no? Živim, ker sem to v bistvu že celo otroštvo nekako sanjal, želel in sem vesel, da so se mi v bistvu stvari tako lepo sestavile, da gre vsaj do zdaj res vse tako kot po maslu. Oziroma že ful enih stvari, o katerih sem kot otrok samo sanjal, pa sem si jih v bistvu zelo specifično želel, lahko tudi rečemo manifestiral, so se že zgodile. In sem tako, wow. Tako da, ja, sem hvaležen za vse to. In kaj je bila ena taka stvar, ki si jo res želel kot otrok? Mislim, prva stvar je itak to, da bi opravil sprejemne izpite. V prvo, ne? Na akademiji? Prvo, ja, tako. Pa ne vem, pač tako, ko podoživljam vse stvari, vse te vloge, mislim, ful sem si želel glavno vlogo v filmu, ki sem jo dobil v 3. letniku akademije, glavno vlogo v seriji, ki sem jo dobil zdaj v Skrito v raju. To sem ful hvaležen, da v bistvu kot igralec na svobodi, ker trenutno nisem več zaposlen v teatru, dobivam ful raznolikih vlog, kar je ful ena dragocenost, se mi zdi, ker te zelo hitro popredalčkajo v neke vloge, da igraš zelo ozko, samo nek spekter vlog. Jaz pa se mi zdi, da tako v gledališču kot na filmu se lahko zelo izrazim, zelo lahko pokažem različne plati sebe skozi vlogo. Pa kot si rekel, na svobodi, sam svobodno izbiraš, kje se boš pokazal, kako sprejmeš vloga, ne? Ja. Ja, to je v bistvu, ker mislim, so plusi in minusi. Minusi, če začnem z njimi, so mogoče to, da je vedno neka ta negotovost, včasih tudi nek strah, skrb, kako bo, ker ne veš, kaj boš čez par mesecev delal. To se mi zgodi recimo tako parkrat na leto, ampak potem vedno pridejo projekti in bolj sem še tako, zdaj moram zbirati, a ne. Pred enim tednom sem bil pa še tako, jaz nič nimam, kaj bom delal. Tako da moram se navaditi na to, da je vse v nekih valovih. Plusi so pa definitivno to, da imam ful več časa zase. Sam si lahko planiram dopuste, kar mi je zelo dragoceno, res rabim na par mesecev nekam iti. Pa to, da si lahko vedno v nekih novih okoljih, no. Da prideš v različna gledališča, v različne projekte, ker se mi zelo zdi, da je predvsem v teatrih pa v določenih ansamblih, da so neke energije, neki toksični odnosi, ki meni malo ne sedejo, no. Oziroma bi me zelo hitro začeli dušiti, no. Med igralci? Ja, v celem nekem kolektivu, ja, tako, ampak saj to je normalno, saj to je povsod, ne. Delo z ljudmi. Če si ti, ja, celo življenje v nekem okolju, valjda se vzpostavijo neki odnosi, ki kdaj tudi niso okej. Tule mi je pa super, da pridem, naredim, grem, a ne. In se vedno na novo vzpostavljajo te zasedbe in ekipe, tako da. Verjamem pa, da kakšne vezi pa ostanejo. Definitivno, ja, seveda. Zelo. Super je, pri kakšnih projektih je res tako, spoznaš neka prijateljstva, ki so res zelo dragocena. Pa mislim, da se to pol pozna tudi na odru oziroma na ekranu, no, ko se to zgodi.
A bi zdaj rekel, da ti je snemanje Skrito v raju zelo, zelo ustrezalo, glede na to, da ste snemali na morju? Jaz pa vem, da sem prebrala nekje, da zelo obožuješ morje. Ja, bi rekel, da mi je zelo, zelo ustrezalo. Moraš povedati, da ste tam živeli, a ne? Tam smo živeli, ja. Tam smo živeli 2 poletji. Vsako poletje po 3 ali 4 mesece, nisem čisto siguren. Tako da, ja, jaz sem imel tam svoj apartma čisto ob vodi. Tako, pripeljal sem si še visečo mrežo in mislim, se je bilo zelo naporno pa vse, ampak ko sem imel proste dneve, sem kar tam ostal, tako da sem dobesedno tam živel, nisem hotel hoditi nazaj v Ljubljano, ker sem raje prosti dan preživel ob morju, se kopal in učil tekst. Tako da ja, tako kot si rekla, meni morje zelo, zelo prija, zelo mi je všeč ta morska energija, ta vonj borovcev, obožujem morje, tako da je bilo zelo lepo, prijetno s koristnim, no. Tako da si s svojim likom kar dosti podoben, kaj bi lahko rekel? So nekakšne vzporednice? Ja, ful enih stvari. Mislim, sva si kar podobna, sicer on je veliko bolj zaprt, nesamozavesten, včasih tudi malo ciničen, nosi seveda neko travmo, ki se bo skozi zgodbo počasi razkrivala. Ampak nama je pa vsekakor zelo blizu neka srčnost, toplina, prijaznost, te stvari, no. Pa mogoče tudi malo melanholičnost, no. Sva oba taka, ja. Čeprav jaz se trudim biti zmer manj, ampak imam kakšne take obdobje, ko sem tako. Pa zasanjanost mogoče tudi, ja. To. Jaz sem, kljub temu, da se mi zdi, da sem zelo prizemljen, se mi zdi, da sem včasih malo v oblakih. Ja, pride taki trenutki. Ja, vsekakor valjda. Obdobje oziroma, ne? Verjetno. Ja, včasih tudi trenutki v dnevu, no. Se mi zdi, da zelo niham tako. V enem dnevu sem lahko, ne vem, dopoldne ful dobre volje, pa popoldne kar tam nekaj tako. Ampak okej, imam nek šport, ki me nekako pol resetira, pa spravi boljšo voljo, no, to mi zelo pomaga. A si potem za ta lik, ko si prebral scenarij, ko si videl pogled, si rekel, to je to, vzamem, je bilo takoj, ali si mogel malo premisliti? Joj, to je ful zanimiva anekdota, se mi zdi, da sem že na enem intervjuju to odgovarjal. Imeli smo audicijo za Skrito v raju. Ogromno igralcev so poklicali na audicijo. In ta audicija je bila, jaz sem imel termin lih en dan po premieri v gledališču. In jaz redko kdaj zažuram, tako dolg, da sem bil tisto noč prej do jutra, do 7 zjutraj. To mi res ni podoben, ponavadi grem tako 3-4 domov. Ampak takrat pa ne vem, kaj mi je bilo, ful smo imeli dober proces, res je uspela premiera, tako do 7 zjutraj žuram. Grem zmačkan sem bil pol, ampak grem spat in potem se zbudim, ne vem kdaj, okrog 12, ne vem pa kdaj sem imel audicijo, ob 1 recimo. In se zbudim in tako, shit, jaz imam danes to audicijo, jaz bi to kar odpovedal. In pol sem bil tako, pa ne moreš odpovedati, pač to je ful neodgovorno. Grem po tuš, se zrihtam, pridem tja, čist zaliman, tudi sem po mojem se bil tako res hripal. In oni meni tam razlagajo, jaz nisem niti vedel, da je glavna vloga, in oni meni razlagajo o tej vlogi in jaz tako, čakajte samo malo, a to je glavna vloga? In oni tako, ja, aha. In jaz sem bil takrat tako, zavedel sem se, kako je to enega dela, ne. Ker sem prej že snemal Najine mostove, pa sem imel stransko vlogo, pa mi je bilo super lih zaradi tega, ker sem lahko delal ogromno stvari še zraven, ne. Takrat sem recimo imel 2-krat na teden snemanja, to je to. Za glavno vlogo si pa vsak dan tam, ne. To pomeni, da tudi drugih projektov ful težko sprejemaš. In tista moja zmačkanost je v bistvu bila taka, da sem bil tako odkrit, mislim, ni bilo nobenih filtrov in sem tako, to pa ne vem, če bi jaz vzel. In sem tako, kaj tep ni jasen.
Ampak ja, pol sem bil ful vesel, da sem avdicijo naredil. Pač tako je bilo zanimivo, vem, da ko sem zaigral prizor, mi režiser reče, a bi šel še enkrat? In jaz tako, pa si bilo v redu. Kaj nikoli tega ne rečeš, valjda greš še enkrat, da narediš še boljš. Tako da ne vem, ali je ta zmačkanost pomagala pri temu, da sem naredil avdicijo ali ne, ampak mi bo zagotovo ostala ta avdicija tako vedno v nekem spominu. Pa da sem jo opravil, ker po tisti avdiciji sem bil jaz ziher, da ni šans, da me bojo sprejeli. A si se pa kaj tepo po glavi, kam je bilo tega treba? Ja, takoj po avdiciji sem bil tako, Matej, zakaj? Ampak glej. Je bilo namenjeno? Tako. Očitno res. Točno to, ja. Pa ti je bilo bolj všeč, da nisi vedel, da gre za glavno vlogo pol? Ali si tak, da se stresiraš zdaj vnaprej, ali ne, ali je to že zdaj tako vsakdanje? Ne, po mojem mi ne bi bilo tako, ne vem. Ne. Misliš, da bi žuril, če bi vedel, da gre za glavno vlogo? A ja, tako misliš? A ja, mogoče res ne bi žuril, ja. Ja. Veš kaj, takrat sem bil itak toliko jaz v tistem procesu, da mi je bila to neka audicija, sam neka audicija, sploh nisem to kaj teže dajal v to. Pa tudi, ko sem bral, sem bil tako, se to po mojem itak ne bom dobil tako. Vem, da lik je bil zastavljen, da je tako malo mlajši, ne vem, nekih 22. Jaz sem pa bil takrat že, ne vem, 26 in bil sem tako, pa se to je tako na mene vzeti, jaz tak nisem, ampak pa sem mi se rekel, da zgledaš ful mlajši, kot sem v resnici. Ja, to je res. Tako da, ja. Par let zagotovo mlajši, ja. Pa ful hecen, ker sem bil v začetku 20-ih, sem vedno hotel biti starejši, pa sem si puščal brado, pa tako ful nisem hotel, ker imam pač nek ta baby face, sem vedno hotel biti tako starejši, zdaj, ko grem pa proti 30-im, sem pa ful hvaležen. Ne vem, ko smo snemali Gospoda profesorja, sem bil tako, jaz lahko igram srednješolca, wow, to mi je bilo tako ful dober. Pa si takrat pričakoval, da bo serija postala tako gledana, tako uspešna? Ne, nisem. Mislim, nekako smo vsi vedeli, da bo uspešna, ker se dogaja na morju, pa je to zelo fotogenično, nekaj novega, dolg časa tudi ni bilo dnevne serije. Pa blizu tudi Slovencem, ne? Tako, vsebina je pač dost blizu. Ampak da bo pa v tej meri, pa kakor slišim, da je gledanost odlična, pa nisem pričakoval. No. Tako da je ful dobro. Si vesel, ne? Vesel, ja. Predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da vsako stvar, ki jo delamo igralci, delamo za gledalce. In valjda ti je super, da tvoje delo vidi čim več ljudi, ne? Tako se mi zdi, da je nek ta trud, ki ga vložimo na snemanju, da je s tem, ko vidi to čim več ljudi, še bolj poplačano. Če jim je pa še všeč, pa še toliko bolj ne. Zdaj, jaz sem zasledila, da si ti kar perfekcionist. Kako se je pa to potem videlo na snemanjih? Tako, da sem že na začetku, mislim, način dela pri dnevnih serijah je zelo, zelo hiter. Ne? To je 25 minut na prizor. In ti imaš v enem dnevu lahko tudi, ne vem, 18-20 prizorov, ki si v studiu še več. In to res traja, ne. Mislim, da se naučiš, pa vse to, ampak ko pa priješ na snemanje, gre pa vse zelo, zelo hiter, ne. Ti imaš mogoče 1-2 tejka in potem naprej, ne. Redko kdaj tretji. In na začetku sem bil jaz zelo tako, ne, lahko še en tejk, ne, naprej. Pa nekako padeš v to, da ni vse v moji moči, no. In spustiš in se rečeš, lej, jaz sem dal največ od sebe, naučil sem se, kolikor sem se lahko, in pol zaupaš montaži, da bo rešila, no. In kolikokrat ste največkrat tako ponovili, kakšen prizor? Je bila res kakšna težava, kje? Mislim, da je bila, predvsem, ko sva z Gajo snemala prizore, to, ko nama popusti koncentracija, se začneva smejati. In to tako, da se ne morava nehati. In ponavadi je režiser že v bupu, dol slušalke dol, šel ven na zrak in je rekel, dam vam 10 minut, pomirite se, ker res tega ne morem več gledati. Tako da, po mojem sva z Gajo največkrat ponavljala, no. Ampak ja, si po toliko urah normalno, da prije do padca koncentracije. Točno tako. Jaz sem se zelo dobro pripravljal, pa učil tekst, ampak kdaj, ko snemaš pa v studiu, ko ni zraka,
pa vroče. Tako, jaz sem igral s svojim igralcem in sem sam tako bil, jaz ne vem, kaj je sploh tekst, nimam pojma, ampak se sploh nisi sekiral, da si pozabil, ampak si sam tako bil, jaz ne vem. Prav, tako je bilo. Ampak ja, je pa ful hvaležno se mi zdi za igralca snemati dnevno serijo, no. Ker dobi ful ene kondicije, ogromno ur preživiš pred kamero in se lahko zelo izureš, no. Se mi zdaj v Sloveniji tako malo, vse se bazira predvsem vse bazira na teatru, filmov se pa, mislim, zdaj zmer več, no, ampak vedno si več na odru kot pred kamero, a ne. In so take dnevne serije zelo hvaležne, no. Pol, ko snemaš kak film, se mi zdi, da si lahko še boljši. Jaz tako verjamem v to, no. Pa zdaj lahko tudi primerjaš to, ne? Gledališče in pa film. Ja, lahko primerjam. Kaj ti je boljše? Kaj je tista prava ljubezen? Ma prav obesto, no, zaradi tega, ker sem videl, da ne morem niti brez teatra, niti brez snemanja, no. Ko sem snemal sam Skrito v raju, sem načrtno zavračal projekte v teatru, ker nisem imel časa, ampak sem jih tako zelo pogrešal. Zdaj, ko sem malo več v teatru, pogrešam snemanje, tako da je nekako oboje, no. Ti res zelo ustreza ta raznolikost pa... Zelo me ustreza ta raznolikost in super bi mi bilo, če bi bilo tega pol, no. Ja. Ampak dobro, zdaj si rekel, da lahko malo to samo smerjaš, sprejemaš vloge. Ja, mislim, sicer v Sloveniji, a veš, ni glih zdaj tako, da boš ful zbiral, ker smo vseeno ful mali trg, tako da večina projektov, ki jih dobim, jih sprejemam, razen če se v kakem res ne vidim. Ampak ja, imam pa več časa zase, no, kakor sem že prej rekel, kar mi pa v bistvu tudi zelo ustreza. Ker vem, da ko sem še bil v teatru zaposlen, je tako, da si ti sicer 2 meseca prost, julij in avgust, ko so teatri zaprti, ampak ponavadi takrat dobiš nek film, za katerega si seveda vesel in pol posledično ne greš na dopust. In pol si kar celo leto brez, nikamor ne greš, sam skozi v delu. Skozi gledališko sezono greš pa težko, mislim, lahko greš, sam je dobro letalske karte bukirati malo naprej, ne, da dobiš cenejše. In je to zelo težko, no. Ja. Malo še moramo iti na Skrito v raju, zato ker so mi rekli sodelavci, da te moram nujno vprašati, kdaj boste zdaj skupaj z Laro, ker se vse vleče in vsi zdaj samo čakajo te trenutke. Govoril si že o snemanju intimnih trenutkov, zaljubljenih, ne? Itak tega ne smem povedati, to veš. Kot drugo pa niti ne vem, če vem, zaradi tega, ker sem jaz toliko enih delov posnel. Mi smo snemali prvo sezono toliko časa, da mislim, smo snemali res, prva sezona ima 75 delov in smo jih snemali vse zmešane skupaj. Pa to je že toliko časa nazaj, da jaz v bistvu pravzaprav sploh ne vem. Tudi ne spremljam serije redno, kakor kdaj malo ujamem na Voyo tukaj pogledam. Tako da tudi, če bi hotel, ti ne bi znal pogledati. Zanimivo. Ja. Tako, če si iskreno. Ampak okej, po scenariju veš drugače približno, kako gre zgodba, ne? Ampak tudi ne vem zdaj, kje smo zdaj v zgodbi, ker nisem že nekaj časa spremljal. Ja. Zanimivo. Viš, to za kulisije, to gledalce zelo zanima, ne? Ja, dej, vprašaj še kaj. Ne, pa tudi preko si že rekel, da kako mislimo, da je to lahek poklic in vse to, ne? Ja. Zato, ker res vidimo tisti končni produkt, ne? Ja. Je pa vedno fajn in tudi zdaj sem videla, da je bilo veliko člankov, ko si kaj objavljali za kulisja in ljudje so to klikali, ljudje so to brali, ne? Ker je vedno zanimivo malo pogledati. Ja, definitivno. Mislim, ljudje, ki me ustavljajo, kako ste se mi bili dobro na morju, vse je tako super, tam ste bili, vse je bilo zelo dobro. Sam ljudje pa ne vidijo, da res snemaš po cele dneve, niso vsi prizori lepo pred prikolico pa pred šotorom v lepi borovi šumi, ampak snemaš kak dan tudi cel dan na živem soncu in vem, da sem imel parkrat po 12 urah snemanja tako sončarco, da par ur nisem prišel k sebi, kljub ne vem koliko magnezijem, ki sem jih spil, pa vitaminom. Tako,
Mislim, te vremenski pogoji so kdaj, v bistvu so najtežji. Pa to, da je res ogromna količina teksta. No. Jaz sem imel recimo na dan po 30 strani teksta za naučiti se. Tudi kakšni malo težji prizori, a ne, se niso vsi težki, ampak kakšni so pa tudi kakšni taki emocionalni. In ja, tega ljudje ne vidijo, no. Tako da se mi zdi pri dnevnih serijah, da je, kakor to, ko se sliši, ja, to je bolj lahkoten žanr, pa tako, da je v bistvu najtežji način dela, no. Še posebej, če hočeš k temu pristopiti resno, pa poglobljeno, kakor lahko, ti vzame ogromno časa, a ne. Ker pri filmu imaš ti tako, da posnameš, recimo, če mi na seriji posnamemo v enem dnevu 20 do 25 minut materiala, se pravi to, kakor gledalci vidijo, 25 minut serije, mi posnamemo v enem dnevu, posnameš ti film, recimo 3 do 5 minut, mogoče 6, a ne. To pomeni, da imaš ti na filmu največ 3 prizore, recimo, na dan. Pa ponavadi je tudi manj teksta, se manj govori, je veliko več akcije, ne. Tako da je že te priprave manj. Pri filmu tudi ogromno časa čakaš, kar je tudi naporno, ker te to čakanje lahko v bistvu utrudi. Še posebej, če moraš biti v kakem stanju, ne. Zdaj, če imaš neko stanje, kjer moraš biti, ne vem, na pol objokan ali pa nekaj, moraš ti to stanje držati, ker te zelo hitro, mislim, lahko zavede, pa ti je dolg čas, pa se z nekom začneš pogovarjati, pa je tako, ok, gremo snemati, ti si pa tako, čakaj, ne morem zdaj. Mislim, moraš biti nekako pripravljen. Tako da ja, meni se zdijo te dnevne serije tako res najtežje snemati, no. Tako da kapo dol igralcem, ki res delajo celo življenje samo to, no. Se mi zdi kar težko, no. Zato ste si pa različni, a ne? Verjetno pa nekaterim to kar dobro ustreza. Ja, tako. Zdaj pa življenje, ljubezensko življenje vajinih likov bo verjetno kar burno. Pa zanima, koliko je pa kaj pri tebi zasebno. Ja, trenutno sem samski, to me vsi sprašujejo. Zdaj, koliko že? Ko leto pa pol. So seveda vmes neke avanture, bi bolj temu rekel, ki trajajo par mesecev. Pa se pol nič resnega iz tega ne razvije. Ampak mi v bistvu dosti ustreza, no. Tudi zaradi tega, ker toliko delam, da mi čisto paše, da sem svoboden tudi v tem smislu. Se zdaj na začetku si kar parkrat omenil, da greš rad sam na potovanje, da se rad umakneš. Pa to verjetno ne pomeni, da zdaj ne maraš družbe, ampak... Mislim, ne grem vedno sam, grem daj tudi z družbo, ampak velikokrat grem pa tudi sam. Eni se tega bojijo, ne? Ja, ker vem, da mi daj tako ne vem, komu razlagam, da grem, a res, kom pa greš, pa je tako, zdaj grem pa sam. Sam? Ja, ful mi je dober, pač res ful imam rad neka, predvsem grem rad sam v kakšna evropska mesta, pa pol se nekako poskušam zliti. Mislim, ful ne maram teh najbolj turističnih krajev, da hodim zdaj sam pa po teh vrstah, pa slikam najbolj turistične atrakcije, ampak imam ful rad recimo restauracije, lokale, neke place, kamor hodijo, zahajajo domačini. Tako se mi zdi, da veliko bolj spoznam mesto. Tako da se preden grem v mesto o tem, zelo veliko pozanimam, pol zelo veliko časa preživim v raznih muzejih, razstavah. Tako no, da se tudi umetniško pa kulturno poskušam temu udejstvovati. Tudi grem gledati kakšne predstave recimo. Tako da mi zelo hitro se zapolni dan, ni mi ono, kaj zdaj bom cel dan počel. Itak, če greš v muzej, lahko si tam 5-6 ur, pa ti takole mine, ne. Sploh v tujini, ko se mi zdi, da je to vse večje. Ja, točno to. Tako da ja, priporočam, no, vsem, ki se ne upate sami potovati. Super je.
Ja, res nismo navajeni. Ali pa da nekdo reče, da gre sam na koncert. Tudi to Ja, je... tudi to je hecen, ja. Ja. Jaz sem že imel primer, ko ljudje sami si ne upajo na predstavo. Aha. Man je pa to pa 3 ure sediš tam sam sabo, saj se ne moreš pogovarjati. Na koncertu še razumem, ok, neka družba, pa tako, ne. Ali pa nameniš kak pogled, ampak to je Ja, pa tudi to, se ne moreš tako. neki debatirati. Ampak na predstavi pa ne razumem sploh, kako ljudje si ne upajo sami iti. Mogoče pa edino pol pogrešajo po predstavi, a veš, neko izmenjavanje vtisov ja. pa to. Ma ja, mogoče to, ja. Ne vem, razmišljam. Ja. Ja. Ma ne, predvsem se mi zdi to, da si ljudje eni sploh po mojem ne upajo biti sami, oziroma da jih je strah. Kot da ne bi bodo občas vedeli. to, ne vem, kaj bo zdaj, kaj, ja. Mhm. To. Pa si mene je tudi to bilo na začetku, ampak Aha. se mi zdi, da moraš se navaditi, moraš iti čez to, ker konec koncev itak boš ostal sam, tako verjamem jaz v to. Mislim, sam bo šel v smrt. In pač vedno se ti lahko zgodi, da ostaneš sam in pač to moraš po mojem slej ko prej se navaditi tega občutka, ker šele če si ti pomirjen, da si sam sabo, pa da si lahko sam sabo, šele pol po mojem lahko spustiš v življenje pač drugo osebo in skleneš nek odnos. Ker če ne, je pa to samo neko oprejemanje nekih svojih lukenj, ki jih imaš na drugega in se samo v bistvu presesaš na njega, ker in pol v bistvu rata to bolj kot ljubezen, neka, ne vem, navezanost pa nek strah pred samoto, ja. Ja, res je, pa mogoče premalo o tem razmišljamo, ne? Ja, definitivno. Oziroma so neke stvari, na katere smo navajeni in potem ljudje to iščejo, namesto da bi poslušali sebe. Ja, res je. Res je. Zdaj vem, da v nekaterih intervjujih so te zelo pohvalili, da tako zrelo razmišljaš, a ne, a to je že od V otroštva. katerih intervjujih? Ja, ne vem, v nekih takih opisih na Aha. začetku, a veš, zrel, ja. Ma ne vem, jaz itak dojemam, da sem neka stara duša, po mojem, no. Ki je dala že ful enih življenj čez. Tudi dostikrat se počutim, da sem dosti starejši, kakor sem v resnici. Mogoče tudi v otroštvu se mi zdi, da sem zelo hitro odrasel v tem smislu, da sem imel ful eno odgovornosti. Že kot otrok sem se v bistvu ful rajš družil s starejšimi, kakor s svojimi vrstniki. Tako da temu mogoče pripisujem. Pa mlajšega brata imaš, ne? Ja, imam. In potem, kot jaz sem tudi starejša sestra, Aha. vem, da imaš nek določen del odgovornosti. Misliš, da je tudi to vplivalo na tebe? Zagotovo, ampak ne vem, če je toliko zaradi tega, ker je vsem 4 leta mlajši. Ne veš, ni toliko velik. Mogoče, ja. Mislim, je tako, no, da ko si v nekih teh letih, ko, ne vem, si 10 let star, valjda pol poskrbiš za njega, ga čuvaš, to sem veliko enih stvari pol je name padel, mogoče tudi. Ampak pa se mi zdi, da sem že tak od rojstva tak odgovoren, samokritičen, nek perfekcionist, pa zelo nekim jasnim ciljem, kaj si želim pa kaj hočem, no. Imaš izrisano pot in Nimam izrisane poti, sam imam neke stvari, do katerih želim priti. Nimam pa poti, no. Mislim, imam neke cilje, sem si jih tako zadal, ampak si pa dovolim, da me življenje preseneča z stvarmi, za katere tudi sam nisem pričakoval, da se bodo zgodile. To. kakšen imaš pa odnos z družino? Zdaj vem, da živiš na samem, Ja. ali pa tudi s bratom, kako sta v stikih? Kako ohranjate to vseeno neko družinsko? Tako da nekako probam priti na nedeljsko kosilo na 14 dni, kar mi ne uspeva vedno, predvsem takrat, ko veliko delam. Tako da so neke te nedelje rezervirane za čas z družino. Vedno mami naredi odlično kosilo, ko se ga veselim tako res. Že po mojem en teden ali pa par dni prej pridem tja, predvsem zaradi tega, ker sam zelo rad, mislim, ne maram kuhanja. Veliko rajš grem nekam ven pojesti, to mi predstavlja nek stres.
In ko pridem domov, ko se diši ta domača hrana, sem tako, wow. Tako da pol to nedeljo nekako preživimo skupaj. To je največ od nekega druženja. Se pa slišimo tako skoraj vsak dan po telefonu. Kdaj gremo tudi na kavo, recimo v mestu, če se ujamemo. Te spremljajo na malih ekranih? Spremljajo me na malih ekranih. So tudi zelo kritični do mene. Res? Ja, zelo. Tako me mami kar pokliče, kdaj pa tako, veš, ta prizor pa nisi v redu naredil. Veš, tako, kjer? Tak zdaj, daj mi samo obnovo, ker ne vem, ne vem, kaj se zdaj dogaja v zgodbi. A ja, ok. Pa pol jaz razložim, da je to res ful hiter način dela, da je to enih prizorov, da seveda ne moreš vse prizore dobro narediti. Ampak ja, mi v bistvu njihovo mnenje veliko pomembno, ker se mi zdi, da je velikokrat kar na mestu. No. Pa verjetno te tudi spremljajo, ne? Od samih začetkov, malo poznajo tvoje Ja. sposobnosti, potem kako si se odražal v različnih filmih, igrah, ne? Tako, ja. Verjetno Res je. opazijo stvari, ki jih mi ne. Ja, res je. Čeprav se mi zdi pa, da me kdaj tudi tako gledajo, a ne? Da pozabijo, da je to vse en vloga, da to nisem jaz, ne. Aha, tudi oni. Ma ja, za kakšne stvari, tako po mojem tudi. Ne vem, imel sem nek prizor. Ne vem, če je to že bilo v seriji, ampak nek prizor, nekega joka in pol valjda ti začnejo teči solze, ti začne Ja. teči smrku. In meni je recimo to ful dobro, a ne, ko se mi zatrne, pač mi je to super za kamero, a ne. In bolj mami, veš, bi si pa lahko obrisal ta smrk. Veš. To ni bilo lepo, to ne moreš na televiziji biti tako, pa sem bil tako, mami, ne razumeš, pač super je to, a ne. Ja, realistično. Tako, ja. Glede teh stvari so tako, ne. Težko vidijo lik, po mojem, na enih stvareh. Ja. Vseeno si njen sin, ne? In kako se, ne? Seveda. Ja. Kakšen si pa doma, ko si sam? Kakšen je Matej na domačem kavču? Len, kar se da. Ja? Ja. To pa sem res lahko cel dan preživim na kavču, kljub temu, da sem zelo aktiven, tako ful rad delam, ampak ko pa ne delam, Pa res ne delaš. ja, to pa najmanj energije porabim, tako sam hiberniram. Jaz rečem, da hiberniram doma. Seveda grem kdaj, se trudim nekako redno telovaditi. Zdaj sem se malo bolj spravil v formo, ker sem malo shujšal po snemanju Skrito v raju, nisem več toliko treniral, kakor sem med snemanjem. Tako da sem si zdaj umislil osebnega trenerja, Ožbeja Kuharja, s katerim zdaj 3-krat na teden, če bom res le uspel, bova imela neke treninge. Tako da se imam namen nekako do poletja spraviti v formo. Tako da ja, prosti čas preživljam s športom. Še kakšen drug šport? Ja, v bistvu po zimi me je zelo navdušil tek na smučeh. Res? Ja, to sem imel letos celo letno karto v Planici, sem jo dobil za rojstni dan. Ampak sem bil skozi neki bolan, ne vem, kako si bila ti, ampak jaz tudi ljudi okrog sebe poznam, skozi so bili neki prehladi, tako kot že dolgo časa ne. In sem, ne vem, 3-krat ali 4-krat celo, a veš, kad te za 4 dni malo poleži v poslo, prehlad in pol traja, ne. Pol en teden traja, da prideš k sebi, pol se ti tako stvari nagromadi, ki jih prej nisi naredil in nimaš časa trenirati, ker cele dneve upravljaš vse za nazaj. In se ti ponovi tako po 2 tednih, pa Ja, spet. in nisem toliko smučal, kot sem si želel. Drugače pa plavam tudi veliko, no. To mi tudi zelo pomaga. Ta stik z vodo. Ja. Da imaš neki taki, pa se je boljše tako različno, a ne? Misliš treniranje? Ja, pa da imaš različne športe. Ja, jaz se ful hitro naveličam stvari, jaz ne razumem ljudi, ki, ne vem, vsak dan hodijo v fitness, pa so tam 2 uri ali pa 3. In je bilo to dolg čas. Meni je tako 3-krat čisto, že to mi je max. Pač ko vseeno imam rad športe, kjer mislim, športam zato, da se dobro počutim, ne samo, da dobro izgledam. Mislim, valjda mi je to tudi tako pač, mi je super, da dobro izgledam pa vse, ampak v prvi vrsti mi je to, ko vem, koliko to vpliva na moje dobro počutje pa tako. In mi je ta raznolikost super, no. Kaj pa kot mlajši si treniral kak šport? Ne. Nič. Jaz sem bil ful proti športu, ko sem bil Res? mlajši, ja. Ful nisem rad telovadil. Celo spomnim se,
v srednji šoli smo mi bili umetniška gimnazija. Na umetniško gimnazijo sem hotel, dramsko-gledališka smer. Ne vem, če poznaš. Imaš v Gorici, pa v Ljubljani, jaz sem bil prva generacija, pa imaš pa še, ne vem kje, še nekje po Sloveniji imaš. In mi smo bili 4 fantje v razredu, ostale so bile pa punce in imeli smo tudi športno vzgojo. In noben od nas ni maral trenirati. Imeli smo pa športno vzgojo, ker nas je bilo toliko malo, so nas dali skupaj splošno gimnazijo. Ne? Aha. In je bil že profesor tako, ker nas je pogledal in bo sem tako, vi niste toliko za šport, ne, pa tako, ne, dobro. Pa kolektivno niste bili. Pač kle se usedite, v redu. Jaz moje 4 leta nisem skoraj nič delal tam na športni. Tudi nisem maral tega športa, vedno mi je bila samo tako umetnost, kultura, teater pa to. Potem se pa nekako na faksu zbrcal rit, ker pač se nekako začneš zavedati, koliko pomembno je tvoje telo, koliko je v bistvu telo igralčev najpomembnejši v bistvu inštrument, z njim v bistvu delam. In če ne bo funkcioniral, če ne bo fit, ne bo mogel dobro upravljati svojega poklica, čisto enostavno. Ja, pa že prej si omenil, kondicija, tudi to. Točno to, ja. Ki se pol izraža tudi s tem, da pač ja, lahko vsak dan snimaš po 12 ur in tako ne. Tako da to mi je malo pol spremenil faks, dojemanje svojega telesa. In pol sem v bistvu zelo hitro vzljubil športno. Kaj na snemanju si shujšal? To zaradi napora ali... Na katerem snemanju? Zdaj si rekel Skrito v raju, da si izgubil malo. A ne, po snemanju sem, ne vem. A ker si se prej pripravljal na to vlogo? Ja, prej sem nekako kar veliko treniral, mislim kar veliko. Jaz bi si želel še več, ampak nekako redno. Tudi na snemanju so mi omogočili fitness na morju v enem hotelu. Tako, enemu soigralcu so celo proteine vse nabavili, trenerja, pa tako. Tako pač res so se trudili, da dobro izgledamo. Pa nekako se človek poleni. Mislim, pa sem bil tako zmatran po snemanju, da nekaj časa nisem treniral. Pa se je pa začela ta jesen pa zima, o kateri sem ti govoril. Bi treniral, ampak ti prehladi prekrižajo poti. Ja, telo preprosto tudi ne zmore. Ne? Ja, tako. Ampak se mi zdi tudi naravno, da veš, da je tako po zimi, da moraš nekako telo odpočiti, da ni naravno, da ga tako forsiraš, kot spomladi pa polet. A ne? Zdaj omenil si umetniško gimnazijo, pa me zanima, ali si se vseeno kdaj spopadal s kakimi predsodki ali pa karkoli s temi kulturniki, da tudi omenil si, da niste marali športa tako kolektivno. A je bilo kako zbadanje tudi, ali ne? Aha, zaradi tega, da bi bilo? Ne. Mislim, razen tega, da so tako, vi ste umetniki, kar itak nisi dojemal kot žalitev, ampak si tako nosil to s ponosom, ne? Super. Tako da ne, ni bilo. Zaradi tega, ker je tudi ta šola dosti tako odprto zastavljena. A veš, nas je bilo v razredu, ne vem. Mi smo bili še deljeno delek z sodobnim plesom, tako da je bilo pol letnika, pol razreda. V srednji šoli še ni letnik, ne. Pol razreda. Imaš letnike, prvi, drugi. A je letnik? Ja. Aha, točno, ja. Ja, je, okej, kaj nekaj. Je bilo sodobni ples, mi smo bili pa dramska gledališka smer. In nas je toliko malo, da vsakega zelo individualno, mislim, da vsakega zelo individualno tudi profesori pristopajo, ne. Nisi sam neka številka, ne, ampak vejo pač za vsakega ful enih stvari. Tako da se počutiš zelo dobro, no. Mogoče celo malo privilegiranega, ker si umetnik, ne. Ampak se mi zdi, da zelo hitro pol na akademiji ti znajo mislim, ti povejo, pa tudi sam začutiš, da mislim, to sem jaz začutil, da z nekim egom ti zelo težko ustvarjaš, pa si zelo težko igralec, no. Tako da se mi zdi, da je to nek največji sovražnik igralca in moraš zelo, zelo dobro handlati z njim, ker čim ti stopaš pred kamero, pa ali pa na odrne, moraš ta ego zelo pustiti nekje na strani, ker te bo samo viro, ne. Konec koncev ne boš mogel biti ranljiv, ne boš mogel odpreti sebe, čustev, priti v lik. Tako da, ja. Pa se vseeno, kje srečuješ s takšnimi ljudmi, s takimi igralci?
Ja, mislim, konec koncev že posod okrog nas so. Ampak ja, tudi se mi zdi, da je velikokrat tako v teatru, da je velikokrat ta crash, pa neki prepiri, pa prav zaradi tega egota. No. Se mi zdi, da bi veliko lažje ustvarjali, če bi vsak znal malo bolj handlati z egom. No. Se mi zdi, da te teater nauči, kako poslušati sebe, mislim, kako prisluhniti drugmu, pa kako delati v skupini. In moraš zelo hitro v bistvu sebe nekako dati na neko drugo mesto, pa delati za predstavo, za skupino, ne pa za neke svoje lastne interese. No. To vas pa verjetno tudi učijo, ne? Se je dal si čez in umetniško gimnazijo in potem še akademijo. Meni se zdi, da si tako največ sam pol naučiš. Mislim, te veliko naučijo, ampak pol, ko prideš na trg dela, se mi zdi, da se največ naučiš, pa te najbolj izoblikuje stvari. Si imel na svoji poti kakšne vzornike, slovenske igralce? Ja, ko sem bil majhen, mi je bil to Jurij Zrnec. Pa Jernej Šugman. Zato, ker sem gledal takrat, koliko sem bil star, 90 let, Našo malo kliniko. In ta serija mi je bila tako res nekaj posebenega. Nor sem bil na njo, po mojem sem vsak del pogledal ziher 5-krat. Saj to je serija, ko jo res lahko pogledaš večkrat. Ja, točno to. Pa še zdaj, kdaj si pogledam, pa sem tako, wow, to je res, meni je ful duhovito, pa ful dobro narejen. Ko so vrteli stare dele za nazaj. Ja. To mislim, da smo vsi malo pogledali. No, saj to, ja. Tako da ni, no. In pol sem bil še celo bolj vesel, toliko bolj vesel, ker sem ga spoznal, ker sem snemal Grimami po svoje, pri 12 letih. To mi je bil kar tako, wow. Tako da ona dva sta bila nekako moja vzornika, ki sem jih takole gledal. Ful dobro. Ja. Kaj pa, kakšen je kaj tvoj krog prijateljev? S kakimi ljudmi se obdajaš? Jaz se obdajam zmer bolj z ljudmi, ki so optimistični, ki gledajo z nekim pozitivnim pogledom na življenje, ki predvsem me navdihujejo ljudje, ki so boljši od mene, ki so še bolj uspešni, ki so mi lahko v bistvu navdih, no. Glih zaradi tega, ker se lahko prek njih ogromno stvari naučim, me polnijo. Tako. Take ljudje imam zelo rad, no. Motivacija pa? Motivacija, ja. Ja. Dobro. Ker se veš, Slovenci in to nekateri oziroma velja prepričanje, da nimamo glih radi. Ja, to mi je nimajo ravno ja. bolj uspešnejših ljudi od sebe, ne? Saj to mi je zelo, mislim, veliko ljudi opažam, ja, ko tako opazujem, pa ko se družijo, pa pol kakšen prijatelj ali prijateljica rata ljubosumna na nekoga, ki je tako, njemu je pa zdaj to uspelo, jaz bi tudi to, pa si jaz sam rečem, ne, zakaj, mislim, glej to kot pač res nek navdih, kot neko priložnost, wow, koliko je on dober, jaz sem lahko tudi tako, mislim, v tem smislu, da ti podira neke meje, ki si jih sam postavljaš na še višje nivoje, ne. In se mi zdi, da moraš biti obkrožen s takimi ljudmi, ker sam tako lahko rasteš, a ne. Ker se mi zdi, da te lahko, če si obkrožen z nekimi prijatelji, pa če si v neki družbi, ki te davnajo, pa se nič ne da, da se je tako, pol še ti tak postaneš, a ne. Tako. Se hočeš kar zliti, sam. Ja. Itak, ja. Nek citat mi je ful zanimiv, samo nebo je meja, ki si ga moram nalepiti na hladilnik, ampak ga imam tako vedno v glavi. Res v to verjamem, no. Pa verjamem tudi to sem tudi nek citat prebral, da je skrivnost uspeha v tem, da veš, kaj si želiš in da verjameš, da se to lahko uresniči. Zelo lepo. Ja. Je včasih imeti fajn kakšne takšne misli v mislih. Ja,
mislim, v mislih pa tudi, ja, da živiš s tem, mislim. Tudi v dejanjih, ne samo v mislih. Se strinjam. Ja. Čas je, da skočiva še na zadnji del. Imam ene par kratkih vprašanj zate, Okay. da mogoče še polovima tematike, ki sva jih izpustila. Okay. A imaš kakšno tako res šibko točko? Mogoče nepotrpežljivost včasih. Hočem, da so stvari kar hiter, pa ne pustim čas, ampak sem tako, ja, rad malo nepotrpežljiv, no. Ampak ne vedno, ampak kdaj se pa zalotim, da sem, ja. Kaj imaš raje, zgodnje jutra ali pozne večere? Pozne večere. Bil sem jutranji tip pred leti, zdaj se mi zdi, da sem pa vsako leto manj jutranji človek in da imam rad, da spim do 10 dopoldan. Rad imam, da se mi dan začne šele ob 12, da lepo si v miru pripravim zajtrk, sočem sok, preberem kakšen časopis, novice in potem v izi štartam dan. Ne maram tega, da vstanem zjutraj ful hiter, zlijem vase, ne vem kaj in potem šibam, to mi ni blizu. Ampak potem tudi dlje bediš? Ja, posledično tudi. Ja. Kar vem, da ni dobro, ampak mislim, če imam čas, kdaj grem spat? Ob polnoči, pol enih tam nekje. No. Ja. Teda nabereš lepo količino spanca. Ja, v vsakem primeru. Mislim, razen ko snemam, takrat pa imaš ponavadi ob 5 zjutraj masko, tako da. Ja. Ampak grem posledično, ker si zmatran, valjda spat pol tudi ob 9. Ja, hitro pol med tema 2 urnikama, ne? Tako. Vem pa tudi danes snemava ob 1, zato da si ti lepo začel dan. Ja, vem, ampak... ti si mi predlagala, ne vem, če gledalci vejo, ob 10, ne? Ja, tam nekje verjetno. Ja, in jaz tako ob 10. Meni je kar tako bilo. Ampak dobro, da si povedal. Ja. Ker verjetno tudi ti funkcioniraš potem drugače, ne? Mislim, ja, jaz sem takrat, ne vem, da sem danes vstal 9:30, pa rad, če malo poležim, pa v izi zajtrk, pa tako. Po mojem bi tudi ful manj odgovarjal, pa ful bil bolj zaliman, pa redko beseden. No, potem sem pa zelo vesela, da si predlagal takšno uro. Kaj pa te najbolj osreči? Najbolj me osreči morje. Pričakovano. Ja. Kaj pa najbolj sovražiš? Pa ne vem, če kakšno stvar prav sovražim. Ne vem, da bi rekel, da sovražim. Me pa motijo ogromno stvari. Na primer? Ne vem, človeška neumnost me spravlja ob živce. Krivice, ki se dogajajo okrog mene. To mi zelo dvigne pritisk, te 2 stvari. Pa tudi zadnje čase cigaretni dim, recimo. To zmer bolj me je začelo to motiti. Prav ne prenesem tega. Pa veš, da je to v teatru zelo prisotno, ker večina igralcev kadi. In pol se začne recimo kaditi tudi kar noter, daj tudi v prostoru, ker se kakšna vaja malo, mislim, ni pauze, pa pol se kar potegne in to tako prav slabo mi rata od cigaretnega dima. No. To te čisto razumem. To mi je kar tako. Pa sem bil včasih zelo toleranten do tega, pa zelo mi ni to tako motil, ampak zdaj pa sam, da tako malo zavoham, to me recimo zelo spravlja. Se ti kar pospeši srčni utrip. Ja. Ali bi v svoji preteklosti karkoli spremenil, ali si prepričan v to, da je pač tako moralo biti? Sem prepričan, da je kar tako moralo biti. Se mi zdi, da vse stvari pridejo ob svojem času, da je vsakmu namenjena neka pot, ki jo nekako more doživeti, neke lekcije, ki jih more podoživeti, mislim, oziroma izkusiti. Bi si pa mogoče želel, da bi bil
v otroštvu, pa v najstniških letih še malo bolj samozavesten, v smislu, da bi znal malo bolj zaupati sebi, pa si upati ene stvari. No. Pa biti malo manj priden. To. In pa še, kaj je najlepši kompliment, kar si jih prejel, da se ti je res vtisnil v spomin? Težko vprašanje? Ja, ful težko vprašanje. No, ne bom se ga zdaj spomnil, kjer je najlepši. Je pa zagotovo jih zdaj, ko prihaja serija, ogromno, tako tudi na Instagramu mi ljudje vsakodnevno pišejo ful lepe stvari in veliko od tega je, verjamem, da tudi zelo iskrenih. In se me seveda te stvari dotaknejo. No. Tudi za kakšne druge projekte, ki mi napišejo, kako sem jim recimo s kako vlogo spremenil nek način razmišljanja, pa da sem jim nekaj odprl. To me v bistvu zelo napolni pa razveseli, ko vidiš, da si v bistvu s svojim delom spremenil človeka. Verjamem, ja. Ja. Tako si rekel, te napolnja. Zelo lepo. Glede na to, da je bil to tvoj prvi podcast, ti moram povedati, da si se odlično odrezal. Hvala, jaz sem se tudi ful dobro počutil. Res, lepo je bilo klepetati. Enako. Tako da upam, da tudi najnim gledalcem, poslušalcem, Ja. da jih popeljava mal v ta svet igralstva. Ja, hvala ti za vabilo. No. Hvala tudi Lepo tebi. je bilo.